ukrepajo. Ampak jaz bi za naše današnje deležnice na okrogli mizi, pa vem, da boste nekateri morali predčasno oditi zaradi drugih obveznosti, se bom že kar naprej zahvalim za udeležbo. Imamo pa eno prošnjo in to velja tudi za vse vas, prednim dam besedo. Mi smo pripravili tukaj, bi si želeli, da vsak med vami, če pač želi, podpisal tole pobudo za nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane, to velja tudi za publiko, in bi se želeli potem na koncu tega dogodka tudi skupaj slikati, da se postavimo tudi s telesi za to idejo, ne? S podpisi pa seveda povemo, da smo tudi kot osebe za tem. Tako da bi vas lepo prosil, če se odločite in če boste morali prej oditi, če želite, tabla je prosta. In bom si drzel biti prvi. In bi seveda vprašal, glede na dosedanjo razpravo v Sloveniji, ko se odpira to področje debate, ko imamo že nekaj konkretnih stvari narejenih, ko vidimo, da se stvari dajo. Ne bi želel razprave o kakovosti podatkov, ampak vem pa, želeli smo tudi vprašati gospod Vidic z statističnega urada, pa nažalost danes ni mogla pri za lezni družini, kako je za tem. V zelo kratkem času, bom jaz povzel, to bi povedala verjetno, v zelo kratkem času bodo metodologije spremljanja odpadne hrane dogovorjene na evropski ravni, kar pomeni, da potem tudi poročanje o tem, da se bo kakovostnih podatkov bistveno izboljšala. Sam pa ne verjamem, da bodo kakšni bistveni preskoki glede količin, ker v tem trenutku vemo, koliko tega imamo. Veliko še verjetno, ki je skritega. Skratka, ta problem tukaj je dejstvo in po vašem mnenju, kaj je pravzaprav vi lahko na svojih področjih narediti kot prvi korak v smeri sistemskega urejanja. Mi bomo seveda predloge in takšne stvari tudi zapisali, kolegica Katja Sreševa, naša tiskovna predstavnica bo to z veseljem naredila, zato da potem seveda tudi obvestimo slovensko javnost o tem, kako je nekaj. In mi dal kar, ne vem, kar bi pri doktor Razporu začel, pa gremo kar po vrsti. Kaj, sem najbolj šel? Ne, najbolj levi. Najbolj levi, ok, ja, to je pa tudi zanimivo. Ok, ja, gledajte, jaz mislim, da ena zadev, ki jaz močno opažam v tem kontekstu, ki bi najbrž tudi doprinesla k odnosu ljudi, potem moram reči, da so te izkušnje, ki so bile lahko pokazane na primeru Vrhnike, na primeru Ljubljane, vsi se srečamo na koncu, da odnesemo nekaj pač v smeti, kot temu rečemo. Ne? In moram reči, da mene v tem trenutku, izhajajoč iz vidika, da razumem, kaj je varnost, da razumem, kaj je pravzaprav biološka varnost, da razumem, kaj je prehranska varnost in seveda, da narečem, Hasa, kot je bil danes že omenjen, me močno moti, da so posode, ki so namenjene v bistvu završkom hrane, tako konstruirane, da mora človek to z roko prijeti. Ker često pošljemo otroka tja, ne? In seveda moram reči, da kakšenkrat so te posode v takem stanju, da je meni resno strah, da bo prišlo do kakšnega izbruha in do kakšne kontaminacije. Tako da to bi bilo gotovo nekaj, kar bi tudi doprineslo, da bi človek z nekim občutkom varnosti, ne nekega odpora, pravzaprav odpiral za posod. Kar se seveda sedaj dogaja, te posode so tako konstruirane, da moraš to z roko primiti in seveda zdaj razne trike uporabljamo. Največkrat tisti, ki smo bolj zaveščeni, imamo s seboj enostavno plastične vrečke, s katero seveda potem to odpremo in potem seveda vržemo to plastično vrečko noter, pa ni biorazgradljiva, ne? Pa smo spet tam, ne? Se pravi, skratka, ta zadeva se mi zdi, da bi bila mogoče taka zgodba, da rečem en primer, kaj bi jaz videl kot zelo koristno, ker kot sem dejal, vedno bomo nekaj zavrgli in se ne smemo delati utvar, da je to nula, tega ni, ne? Tako da bi bilo mogoče koristno v tej smeri razmišljati. Hvala.
Gospod Ravni. Mogoče glede na to, da proizvajalci hrane, to hrano, prodajajo na trg, je že v osnovi njihov interes, da do završkov ne prihaja, ker praktično produkt isto prodaja. In že cel sistem je tako naravnan, da do tega prihaja najmanjši meri. Vendar do tega prihaja z različnih razlogov. Prav bi bilo, da se v bilancah, ko se te stvari spremljajo, to tudi evidentira, da se pravi, da ta kontekst slučajno ne izpada iz tega, zaradi tega, da se potem tudi velikost problema da ugotoviti. Drugo sem že omenil področje kakovosti, ampak ne varnosti živela, pač področje kakovosti, ko so stvari v marsikaterem primeru zelo striktno urejene in marsikaj, kar je dobro, užitno, vendar na izgled neprimerno v tem delu treba stvari mogoče tudi spremeniti, kar se zakonodaje tiče. Sicer pa mislim, da ključno vprašanje je krepitev teh razmerij v verigi in pa teh poštenih odnosov do dogovarjanja in tako naprej, da v tem procesu, da pridemo naročena proizvodnja brez zavračanja in tako naprej v dogovorjeni kakovosti obsegu in tako naprej. Tu mislim, da je v celi verigi največ se lahko naredi. Seveda usporedno se ta logistika, ampak to je že nekako v to vključeno. Tisto, kar je pa posledica neugodnih vremenskih pojavov, neugodnih vremenskih razmer, temu se bo pa pravzaprav zelo težko ogniti. Pač tehnologija, ki jih imamo, oziroma tehnološke ukrepe, ki jih imamo, to pa že stalno delamo in v interesu tega, da predelamo nekaj, kar lahko gre tudi na trg, tudi svoje aktivnosti izvajamo. Najlepša hvala. Gospa Ramuševa, vi ste sami ozirali, da ste potem odkrili, da je znotraj same industrije veliko možnosti za modernizacijo, izboljšanje učinkovitosti procesov in tako naprej, če sem pravilno razumel. Ne, pravzaprav jaz sem hotela nekako dati sporočilo, da industrija, kot bom rekla, nekdo, ki pač predeluje hrano in daje na trg, se zelo racionalno obnaša v zadnjem času. Da pravzaprav ne dela z nekimi dobički. Se pravi, da v bistvu zelo skrbno izbira dobavitelje, zelo skrbno izbira surovine in si pač ne želi nobenih težav v smislu kontaminirane surovine in tako naprej. Sem pa pač hotela povedati, da v idealnih razmerah se pač da zelo, bom rekla, izogniti se viškom oziroma završkom. So pa v bistvu stvari, ki pač globalno vplivajo na nas in si pač ne moramo pomagati. In hotela sem pravzaprav reči, da kako pomembna je neoporečna surovina in kako težko jo bo v prihodnje pravzaprav dobiti. In če mogoče tukaj samo izrečem še besede direktorja Nemškega inštituta za risk assessment, ki je pravzaprav v bistvu dal sporočilo na eni svetovni konferenci, da bomo za varno hrano, se pravi, mogli pač toliko in toliko analiz narediti, toliko in toliko stroškov bo to za sabo potegnili, ker pomeni, da se bo lahko tudi hrana nekje pač podražila in da bomo potrošniki lahko v prihodnosti za varno hrano plačevali več. Ampak kakorkoli moje sporočilo je, da prav nacionalno obnašanje vseh nosilcev dejavnosti, ki kakorkoli stopajo v živilsko verigo, se pravi paziti pač na viške, se obnašati preventivno, kot je rekel gospod Ravnik, je bistveno partnerski odnos med verigo, se pravi, da ti poznaš svojega dobavitelja, sploh če je to tvoj sosed ali pa pridelovalec v neposredni bližini, da naročiš proizvodno in seveda tudi z njim sodeluješ, da poveš, kakšno surovino potrebuješ in nekako seveda tudi zaupaš. Po drugi strani pa ta osebna odgovornost, se pravi, da vsak pri sebi ustvari čim manj odpadka in kot bi tukaj v bistvu poudarila, da bi se izboljšal odnos do hrane pri potrošnikih, ker smo pač bogata družba in se pač lahko tudi do neke mere naučujemo. Jaz se samo spomnim enega primera, ko sem bila na obisku pri prijateljih, kako je pravzaprav ta prijatelj z lahkoto vrhu kakšnih mačkov. Jaz sem pa se takoj spomnila enega delavca v proizvodnem procesu, kakšen nadzor in kakšen skrb. In koliko znanja je potreben, da pravzaprav narediš na tak proizvod, da daš na trg, ki potem pri določenem potrošniku sploh nima vrednosti. In to je mogoče tudi en moment, da se pač odpadki na nek način reducirajo.
Se pravi, nekaj, da kupimo preveč, nekaj, da so porcije prevelike, da ne moramo vsega pojesti v dilemi, ali se pač nabašaš, ali pustiš hrano na rožniku, v vsakem primeru to odpad, ne. Drugo je pa pač odnos, odnos posameznika do hrane, do spoštovanja v bistvu ljudi, do rastlin, do živali, do okolja pravzaprav, ne, do energije, vsega, kar si pravzaprav investiral, da si na koncu dobil pač nek proizvod, neko živilo, neko hrano. Vidite, jaz ko čutim iz vsega tega izvajanja pravzaprav, kako pomembno je, da je to pravzaprav samo druga stran tega kovanca, ki govori o lokalni proizvodnji. Se pravi, če že prihajamo v stanje potrebe po zagotavljanju varne hrane in da se to zaostruje, in potem se mi zdi strateško izjemno pomembno, da to narediš na ta način, da to hrano, varno hrano pravzaprav pridobiš doma. Da nisi prvič, nisi odvisen od zunaj, plus tega lažje vzpostavljaš racionalni nadzor na cel jaz mislim, da en kmet ali pa en slovenski predelovalec ima sigurno drug odnos za slovenskega potrošnika kot pa neki Kitajci, ker sploh ne ve, kje v Sloveniji je. Se pravi, v bistvu ti delaš za ljudi, ki živijo v tvoji soseščini in za njih proizvajaš hrane in sigurno drugače gledaš slovenski. Kot če je to pač neko živilo, ki ga nekam nasilaš na trg in niti ne veš, kam šlo. Mora biti pa čim bolj poceni, pač bom rekla določene kakovosti in tako naprej. Paralelno z našim dogodkom tukaj v eni od dvoran gospodarskega razkriča poteka seveda tudi razprava o kratkih verigah in o tem uporabi javnih naročil. Zato in seveda, ker je to delnoma tudi strošek lokalnih skupnosti in je lahko tudi prihodek lokalnih skupnosti, gospod Jakin, vi kot župan ste rekli, da na tem področju imate neke prioritete. Kaj bi pa lahko pravzaprav skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije tudi vidite v tem planu? Kot je bilo že do zdaj povedano, je dejansko ta problem večplasten. Ena zadeva je v začetku že pridelovalcih, drugi predelovalcih, potem na končnih potrošnikih. Zdaj, občina je predvsem tista, ki lahko vpliva na končne potrošnike. Pridelovalci, predelovalci, to so neke druge kategorije, kjer za pridelovalce lahko občina sodeluje samo toliko pač svojimi prostorskimi dokumenti, določa neka območja in pa zagotavlja neke pogoje. Predelovalci, vemo, nimajo za občino praktično nič, razen da imajo občini sedež. Kar se pa tiče končnih potrošnikov, so pa zelo pomembni in te občine marsikaj lahko naredijo. Kot sem že prej povedal, izhajam pač iz naših izkušenj, iz vrhniških izkušenj. Tle gre predvsem, kjer se da največ narediti, in to bi povedal tudi že prej, osveščenje, ozaveščenje, torej informiranje prebivalstva, kaj, na kakšen način, tukaj zraven spada tudi tisti respekt ali spoštovanje do hrane, to spada skratka vse te aktivnosti, kjer odnos do hrane na nek način upravimo. Jasno, kar velja za hrano, kar govorim, velja za kompletno področje ravnanja z odpadki. In to je to. Tukaj je občina lahko zelo aktivna, občina te lahko zelo naredi, predvsem skupaj z svojim izvajalcem, ki ga ima na tem področju, ker dejansko sam izvajalc, kar je gospod Kranžan prej rekel, lahko pele marsikere aktivnosti, vendar če nima podpore, v lokalni skupnosti ne bo nič naredil. Ker lokalna skupnost postavlja strategijo, lokalna skupnost je tista, ki tudi finančno, namreč take stvari niso poceni. Nam rekel, da so veliko drage, ampak določena sredstva je treba za to riskirati. In če se spet vrnem na tisto, kar sem tudi že prej povedal, dokler imamo na področju države tak mačehovski odnos, kakršen se tudi danes vidi pri poplavnem varovanju, kjer je nekdo, ki je močnejši lobist, pač odpelje denar nekam drugam in dejansko še takrat, da začne voda v grlo teči, potem pa se zbudimo, pa joj, kaj smo pa zamudili vsem v tem času, kaj smo pa naredili, kaj pa ni. In zato jaz trdim, da če je tudi na ministrstvi
govoril o Ministrstvu za okolje in prostor, oziroma Ministrstvu za okolje, če je takrat posluh in če se upošteva, posluša tudi lokalne skupnosti in tudi izvajalce, mislim, da uspeh ne more izostati. Gre za to, da so to, bom rekel, zadeve, kjer je treba veliko deležnikov, kjer nihče se ni rodil pameten, ampak en drugo pomaga in korak po koraku pridemo do tistega želenega cilja. Občani pa niso tako, bom rekel, nedojemljivi do tega. Jaz vem, ko smo mi začenjali v 90-ih letih, na začetku je bil strašen odpor. Takrat smo v okolju, sicer nekaj govorili, ampak bom rekel zelo fakultativno, zelo to, kot da se nekje druge dogaja. Tisti največji nasprotniki po nekaj letih, če z njimi pametno delujejo, so radi naši agitatorji. Namreč, občana je treba tudi informirati, ne samo, da mu razložiš, kaj mora delati, ampak potem rezultate pokazati, ga povabiti, mu pokazati, glej, zdaj smo pa s tem to pa to dosegali in ne nazadnje, kar tudi ni zamerljivo, materialno, kako ga na koncu stimuliramo. Tudi to je, ker koncu vsi od tega denarja želimo. Tudi to, kaj za njegov žep to pomeni. To so vse pristopi, s katerimi se da potem tudi ta dejavnost, oziroma ta problem, ki ga danes te izpostavljamo, rešuje. Najlepša hvala. Mislim, da bo gospod Kramžar že z veseljem še dodal k temu. Ja, in se upravičil, ker jaz sem en izmed tistih, ki bom žal mogel zapustiti ta skup. Moje sporočilo, izhajajoč iz tistega, kar sem povedal tudi za govornico in kar so tudi nekateri kolegi in kolegice rekli, bi bilo sledeče. Prvič, ne čakajmo, bodimo proaktivni, odločajmo se, delujmo, povezujmo. Tukaj sta bile dve akcije predstavljene. Jaz sem bil zelo vesel, da sem slišal o tej vaši akciji več, kot sem do zdaj vedel, za katerih mislim, da se premalo ve. In kar je bistveno pri teh akcijah, se mi zdi, da so zrasle od spodaj navzgor in da so odprte za povezovanje. Skratka, mislim, da je to poleg tega, da se delajo, kot sem že rekel, in strategije, ki so pomembne, ker v te strategije ali pa platforme bo treba te cilje razdelati. To bi bil tudi en izmed, recimo, mojih razmišljanj. Dobro je, da imamo skupen cilj, če je to 30 ali 50% zmanjšanja, glede na tist kolačkov, pa kje nastaja te odvržene hrane, bi bilo smiselno te cilje razdelati tudi po različnih področjih, od industrije, transporta in gospodinstv in pol tudi neke ukrepe določiti za posamezne ta področja, ker če nimamo ciljev pa ukrepov in če ne merimo tega spremljanja, pa je zelo velika verjetnost, da ne bomo prišli tja, ker smo hoteli priti. Še enkrat pa pravim, delajmo za Božjo voljo in pomagajmo si drugim. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Kramžarju za ta proaktiven odnos. Jaz tudi mislim, da ena izmed najboljših izkušenj, ki sem jih v življenju imel, je bilo prav za Ekologi brez meja, ko so prišli na ministrstvo z idejo, da bi oni očistili Slovenijo, ne? In ko se je takoj pojavila prva ovira birokratska na poti, ne? Ki je rekla, joj, vi pa tega ne smete delati, ker nimate koncesije. Ne? In bom rekel, mogoče je bilo sama sreča to, da sem sam sedel na nasprotni strani, da sem lahko pravzaprav odstranil to birokratsko oviro pravzaprav za enim stavkom, ne? Da pač tega ne bomo zahtevali. Ne? In da se potem pravzaprav tisto čiščenje Slovenije sploh lahko izvedlo tako ali drugače. Ampak pokazalo pa je, ne, da smo v tej deželi ljudje pripravljeni početi marsikaj tudi tako in na način, da zato ne rabimo vprašati vlade ali pa ne vem koga. Ne? Jaz bolj se nagibam k temu, da boljše se sami zorganiziramo pa naredimo skupen pritisk na vlado, ne? Ker politiki dostikrat reagirajo bolj na to, v kateri smeri se volilno telo nagiba, sploh na temah, ki nagovarjajo volilno telo. In jaz mislim, da zavržene hrane je gotovo ena taka tematika, ki nikoga ne more pustiti na miru. Gospa Bombergerjeva, kot človek, ki se ukvarja z izobraževanjem, seveda, vi ste nam že pravzaprav veliko ciljev teh našteli, kaj pravzaprav, kje je treba
sistemsko vzpostaviti pogoje za to, da bomo o zavrženi hrani govorili v slovenskih šolah, vrtcih, srednjih šolah in še naprej. Kot praktik, kje vi vidite ta vstop, recimo, stroke v te procese, ne vseeno proizvajate živilce, ki delajo v živilski industriji, ki svetujejo pridelovalcem, predelovalcem in tako naprej. Kje vidite še tukaj, se zdi, da je precej prostora? No, jaz bi se zagotovo strinjala z mojimi predhodniki, ki so govorili o osveščanju in o zaveščanju. In to se mi res zdi tista osnovni prvi korak, ne samo mlade, ampak tudi odrasle seveda, ne, in torej vse deležnike. Zdaj jaz, mogoče če malo bolj na področju šolstva pogledam in to, kar sem izpostavila, v bistvu, kar bi metodologija ali pa statistika dejansko lahko prinašala, seveda, če bi imela neke kazalnike oziroma podlage, je torej ta platforma o zavrženi hrani v šolah in v vrtcih, in da bi bile seveda ti podatki tudi javno dostopni. Zato bo potrebno zaveščati ne samo otroke, ampak tudi vodstva, učitelje in seveda tudi javni sektor, ne, med drugim tudi ministrstva, ne, ki delujejo na tem področju, ker imamo občutek, da volje pravzaprav čista prave ni, da bi se ti podatki objavljali na različnih torej nivojih in do teh podatkov je izjemno težko priti. Jaz moram reči, da ideja je, da bi na platformi najprej bili podatki o letnih ali morebiti mesečnih količinah po šolah in seveda tudi koliko denarja so posamezni javni zavodi oziroma šole za to odštele letno, ker ne nazadnje odpadna hrana je strošek v vsakem primeru. In torej, kot sem rekla, zakaj bi lahko ta denar uporabili? Mi razpolagamo z nekaj podatki, ampak vsi ti podatki niso čisto še za javno objavo, ker so to prvi podatki, vendar gre za številke nekje od 500 do 2200 evrov kot letni strošek šol. Gre za količine, kot je od nekje 3 do 15 ton letno zavržene hrane. To so pa številke, o kateri govorimo. Govorim v bistvu o organiziranih šolskih prehranah, ki imajo okoli 100 000 obrokov letno. Imamo seveda tudi manjše in večje. Kaj bi, to je ena stvar, ki se mi zdi kot metodologija oziroma statistika, ki bi se lahko nekako obravnavala. Druga pa mogoče količinsko, koliko bioloških odpadkov šola zavrže na obrok. To bi se dalo preračunati glede na število obrokov. Se trenutno razpolagamo s podatki, da je to okoli 30 do 130 gramov na obrok. Ta primerjava bi bila izjemno zanimiva med šolami. Imamo šole, ki skoraj nimajo zavržene hrane, imamo šole, ki imajo izjemno velike količine zavržene hrane, pa sploh ne pomeni, da se ne bi vodstva in tudi mladi trudili. Gre pravzaprav, zavedajo se odgovornosti, zato smo tudi do teh podatkov prišli in iščemo skupne rešitve in skupne poti, kako bi dejansko stvari spravili na bolje. Tako da mislim, da bi se na tem področju tudi z javnimi prireditvami, dogodki, predstavitvami, aktivnostmi, srečanji, mogoče predstavnikov šol, ki bi se zavezali k nekim takim ciljem, seveda bili izjemno pomembni. Hvala. Najlepša hvala. Jaz tudi Ekologi brez meja delamo eno tako anketo po šolah, zdaj vprašalnik smo razvili, povprašamo malo. Tudi sami smo zelo hitro naleteli na to, da so zelo previdni pri tem, kako in kaj, ne, ker seveda jih bomo merili na nek način. Ne. Tako da smo malce umilili svoj pristop, pač smo pristopili z te človeške strani, bolj gremo v pogovor, nas ne zanima toliko količine, bolj to, kako sami razumejo ta problem, ker potem na koncu pridemo tudi do količin in tudi naši izsledki kažejo nekaj v tej smeri, ne, tudi med 600 in 4000 evri za uvoz
hrane, plus kompostiranje, ne, plus javna komunalna služba, to govorimo samo o delu, ki ga koncesionar za kuhinjske odpadke izvaja. Imamo tudi, lahko omenim seveda, so tukaj velik vir tudi bolnišnice, ki so še posebej, zaradi tega, ker gre za koncentracijo ljudi na zelo majhnem prostoru, kjer se postreže več tisoč obrokov dnevno. Tudi na nacionalni konferenciji je bilo o tem veliko govora, tako da jaz zelo toplo priporočam vsakoga, ki ga zanima, da dobi pogled v tem, kaj v Sloveniji na posameznih področjih se dogaja, je knjiga, ki jo je izdala fakulteta za vede o zdravju, je pravzaprav tako zelo dober pregled. Na naši spletni strani Volk, koza, cela, Ekologi, brez meja, pa zdaj počasi objavljamo, jutri bojo novi del analize spletne ankete, ki vam povedal nekaj o tem, kako Slovenci sami sebe razumemo, pri tem, kaj počnemo pri nakupovanju in tako naprej. Tako da, zdaj se pravi, ta korpus znanj se že nabira. Gospoda Podlesnika bi pa jaz vprašal, zdaj, viški hrane so, bom rekel, tak vrh ledene gore. In ko ste rekli 200 ton, jaz to zmeraj, ne vem zakaj, po eni navadi odpadkarski, takoj preračunavamo v kilograme. To je 200 000 kilogramov hrane, ki bi drugače končala v procesu predelave, se pravi, ali bioplinarni ali na odlagališču. In 200 000 kilogramov hrane je pravzaprav 400-500 000 obrokov. Skratka, to je izjemno slikovit primer tega, kaj lahko pravzaprav za eno organizirano akcijo postorite. In kaj bi bila v bistvu vaša, kaj bi bil vaš nasvet pobudi za nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane na podlagi teh izkušnji? Prvo je to, kar počnete danes, kar počnemo danes. Jaz sem človek, ki pravim, da je vse v funkciji interesa. Če imam zadolj velik interes, da bom neko stvar naredil, jo bom naredil, oziroma vložil zadost energijo v to, da bom vse gostil. Pa ne se bo naj prihod sem ali karkoli drugega. Tudi v tem našem primeru gre točno za to. Naš interes je bil, prepoznali smo, da res ogromno količino te hrane zavržene, interes je bil pomagati tistim, ki nimajo in smo videli tukaj to možno povezavo in na ta način spodbuditi vse tiste, ki lahko tu sodelujejo, pa so tudi prej v mojih starih navedenih in tiste druge, ki jih še nisem navedel, pa vedno kažem več zanimanje, da se dejansko zadeve sistemsko uredijo. Pravim 200 ton, vse da tam moja računica na podlagi tega, kar mi vozimo, spremimo. Ena trgovska veriga, ki ni med našimi donatorji, to namenoma poudarjam, in smo prišli do podatka, da letno zavržejo 300 ton. Samo ena znana trgovska veriga. Zdaj seveda problem je v tem, da moramo imeti zadosten interes, da prepoznamo tudi interese teh trgovcev, pa bomo šli na začetek na proizvajalce, na predelovalce in trgovce, da bodo v tem projektu sodelovali. Vsak ima verjetno nek drug interes, ampak ta končni interes bi pa morali imeti vsi. Zdaj, kako bo kdo k temu pristopu, je tisto, kar misli, da bi morali biti te nacionalni platformi pač predvideno. Proizvajalci gledajo zadevo na drug način, praktičen, neko plastičen primer, je zoral nivo motorilca, zato ker ga je vikali tako cene. Se pravi, če bo tam interes, da se to na koncu ne bo zgodilo, ima drug pristop. Če ga imeli samo na ta naš del, ker imamo mi največ izkušnji, trgovci. Oni skrivajo, kot sem rekel, eni vrednosti, drugi kilograme in tako naprej, zato ker so med sabo konkurenti, pa konco tudi, ker jih seveda morda takšen prikaz malo moti, ker so skozi to vidi, da ne planirajo tako optimalno, pa kot sem prej povedal. Vse je praktično nenormalno, da vedno sprememo res samo optimalne, odlične odločitve. Prav je, da se odločimo in začnemo delati na in povečavanje interesa, in če tudi bomo kje ne bomo najbolj optimalni.
In tu vidim preveč teh strahov in mi to poskušamo narediti in smo šli v to akcijo, kljub temu, da smo pričakovali, da se nam lahko zaplete pri inšpekcijah, da je bilo tudi kaj nezadovoljstvo, ampak pač preko nekaterih polen ali pa v neko luč je treba skočiti, pa prije sem čez hrib, pa prije sem problem. In tu se da dosta narediti. Vidim tega največ, prvič lokalna skupnost, ki imamo tega župana, sam sem bil podžupan mesta, pa vem, kaj se da narediti in rezultat tega tudi v Celju. Lokalna skupnost lahko prispeva prvič prostor, kam se ta hrana vozi, naj se bo v obliki nekega lokalnega socialnega zavoda, eni imajo varne hiše, drugi nimajo, eni imajo zvrtiče, eni imajo vojsko naprej. Lahko zaposluje ljudi preko javnih del, je spet model za to in na ta način zagotovi, se pravi, neko delovno silo za to zadevo. Lahko tudi kaj naredi na drugih materialnih pogojih, recimo v Celju Mariboru smo lani se zbrali denar za avto, lahko bi bila to tudi lokalne skupnosti, kot primer navajam, ponekod lahko gre to direktno v domove, navajam primer kolegov v Žalah, oni zbirajo hrano in vozijo v dom za ostarele in dom za ostarele je tisti, ki to naprej distribuira tistim, ki to hrano potrebujejo. To je zelo različno po Sloveniji. Gre za to, da moraš vedno imeti nekoga, ki pa če pravi sodelovati in ki mu boš to hrano na nek način dal. Imamo, moram rečem, zelo glasno sodelovanje za enkrat, ker so se tudi spoznala na Ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ker kažejo sodelovanje neko pripravljeno, da naredimo na to temo več. Seveda zdaj trgovci gleda zadevo tudi skozi davčni vidik. Davčni vidik, to je pa tisto, kar stara državi, kar stara neko doktor mravajo, da bo davčno zainteresiral trgovce, da mu bo ugodneje, da sodeluje v tem projektu in ga bo to skozi bilanco gledano stimuliralo, ne pa destimuliral. To je še vedno DDV. Če zadevo da tam na odpad nima DDV-ja. To so te, da smo rekli, da se bomo z gospodarsko zbornico za te delom dobili. In tu vidim te možnosti, se pravi, ene lokalno okolje, občina ali pa kraj, druge država, seveda v osnovi so pa, če ne bo nas posameznikov, ki odhod ideja zraste, ne bo neč, in pri nas moramo začeti v, kot je rekel profesor, v gospodinstvu, doma, v vrtcu, v šoli, na fakulteti in tako naprej. In vsi trije bomo nekaj naredili, mislim, da po veliko. Najlepša hvala. To je seveda tudi dobra priložnost, da vprašam koga iz publike, da pove še kakšno svojo izkušnjo iz slovenske filantropije. Slovenske filantropije. Jaz bi samo dodala, da niso lanci edini, ki v bistvu prevzemajo viške hrane in jih razvažajo. Tudi na slovenski filantropiji od januarja letos to počnemo. Sicer v manjšem obsegu, pač v okviru naših zmožnosti, tako prostorskih kot tudi kadrovskih, se trudimo, da bi to še povečali in vemo, da je veliko zavržene hrane in tudi veliko ljudi, ki bi to z veseljem prevzeli. Spodbujamo pa vsaka sodelovanje in povezovanje tudi nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane. Se podpišite? Gospa še ljubimo malo, pa če sem pravilno videl? Ja, dober dan, Anka Petrina je moje ime. Jaz z veseljem poslušam tole, nakratko bom probala predstaviti to, kar delam. Prav iz stališča, ker je naš projekt odprt za vsa možna izobraževanja. Jaz namreč delam z osnovnošolci preko društva, sicer kuhamo, obujamo kulinarično dediščino, stopamo zdaj že v 5. leto dela. Ideja je zrasla ravno iz aspekta vsega tega, kar je bilo slišano danes, namreč na nek psihološki pristop zanimiv, otroku privlačen, mu približati pridelovanje hrane, dejstvo, da lahko korenček pridelajo končno tudi na balkonu ali pa na babičinem vrtu oziroma kjerkoli, rojevajo se šolski vrtovi. Spodbujamo jih k koriščenju lokalne hrane, tukaj tudi Ministrstvo za kmetijstvo, zadnje 2 leti zelo aktivno zraven. V glavnem povezovanje lokalne hrane oziroma hrane iz svoje okolice, ki jo ali naberejo, ali pridelajo oziroma jo koristijo pri sosednjem kmetu ali pač lokalnem pridelovalcu in to skomponirajo v neke ljudi naših prednikov z neko raziskovalno dejavnostjo in sicer seveda to tudi pojejo. Otroci so neki ambasadorji svoje osnovne šole, ki prihajajo k nam na tekmovanje,
ampak oni s temi informacijami, ki jih dobijo, seveda osveščajo celo svojo generacijo, nekatere skupine nastopajo že kot mentori mlajšim. Tekmovanje je samo jedro našega dela, potem sledijo najprej v tem predtekmovalnem obdobju seminarji za mentorje, ki so glavno komunikacijsko orodje z otroki. Potem po tekmovanjih, se pravi v spomladanskem času, jih pa vodimo vse, ker vsi si zaslužijo nagrado, po regijskih skupinah, pridelovalcem, kmetom, gledamo, kako nastane mleko, kako nastane mlečni izdelki, sadje, zelenjava, ribe, školjke, karkoli že pač. Oni se s tem rokujejo, skuhajo, se seznanijo z sistemom, da bodo tudi oni znali naprej razmišljati o morebitnih modernizacijah teh panog in tako naprej. V glavnem je cel tak izobraževalni projekt, tekmovanje pa na veliko žalost mora biti, da so otroci motivirani. V glavnem toliko hočem reči, da vabimo vso strokovno javnost, tudi v smislu odpadkov, tekmovanje ali neka nagradna aktivnost je tista, ki otroke spodbudi in z veseljem sodelujejo. Namreč osnovnošolci so v dobi najbolj odprtih glav v tem obdobju dozeti. Najlepša hvala. Še kdo? Jaz bi glede na to, da so sejemske aktivnosti sporedne za našo, da se nam rašlo osipal, jaz pravzaprav nekako začel, kar rekel, da so mi s tem naborom že izčrpali, čeprav bi lahko zdaj šli po celi poti, ker vem, da ste vsi izjemno zasedeni, jaz predlagam, da nekaj časa to zaključimo, ampak zaključimo na ta proaktivni način, da vas bom jaz zdaj vse skupaj povabo k temu, da se nam pridružite pri podpisu te pobude, če nam bo zdržal tale permanentni marker. In seveda se v svojem imenu, v imenu Ekologov brez meja, v imenu vseh vas, ki ste prišli, se vam in našim govorcem toplo zahvalil za pripravljenost priti. Gospod Žumer, mi tudi civilno družbo sprejemamo pobudo. Ja. Vse vas bomo spomnili. Se vsem skupaj toplo zahvaljujem. Žal mi je, da nam je malo pomagalo vreme, ampak klimatske spremembe so tukaj, na njih se bomo mogli prilagoditi. Na to bomo morali prilagoditi tudi svojo proizvodno hrane, prav gotovo. Na to se bomo morali prilagoditi tudi predelovalci, na to se bomo morali tudi župani, ki ljudje takoj prve zagrabimo, ko pride. In pa seveda gospod Gombergar, ki poučuje, in gospod Podesnikov, ki deluje. Zato vas res vse lepo prosim, stopite naprej, da podpišete in bomo se potem še skupaj slikali. Namreč mi menimo, da slike imajo neverjetno moč, da potem seveda ljudi tudi lažje zanimiramo na ta način, ko povemo, da smo za temi besedami tudi ljudje iz mesa in kosti, iz enega prostega razloga, da se pokažemo, da smo pripravljeni do